Gledate oddajo Klepet ob kavi. Kaj bi naredili, če bi dobili tak SMS? A pa ste mogoče kdaj sami poslali komu tak SMS? Ste mogoče želeli best friendu povedati v svoji prevari, da se malo olajšate dušo? Ja, prevare so danes, bi rekel, stalnica v današnji družbi, sploh, ker se da dobro skriti stvari, je precej razširjena praksa. Zdaj, zakaj moški varamo? Ker smo naveličeni ženske, ker smo nesrečni z njo, ogromno je verjetno vprašanje, zakaj se kaj takega lahko zgodi. Zanimiva je statistika, ki pravi, da 95% oseb, ki prevara, ni zaljubljena v ljubimca ali v ljubimko. Samo 11% nezvestih oseb bi pa zaradi svojega ljubimca ali ljubimke zapustili svojega partnerja. Na podlagi teh ugotovitev bila sklenili, da varamo iz zabave, ker imamo slučajno 5 minut cajta, ali pa ker smo malo, hočemo ego boostati, rečemo temu tako. Ampak nezvestoba globoko prizadene odnos in ponavadi je potrebno veliko časa, da se ponovno vzpostavi zaupanje. Če sploh vse, seveda, ne? O vzrokih in posledicah prevar bomo danes govorili v tej oddaji. Z mano so trije gosti, Isto Gartner, Gregor Kelt in Dragan Bulič. Vsi verjamem, da bo imeli kar nekaj povedati na to tematiko. In v SMS-u je pisalo, ki ga sicer vi niste videli, da ni klasično varal svoje ženske. Kaj to pomeni? Na kak način, pa postavimo drugače vprašanje, na kak način mi lahko prevaramo nekoga? Na kak način? Ja, kaj to pomeni, prevara? Zdaj, všeč mi je bilo, ko si rekel varamo, torej ti tudi varaš, ne, si kot znal na začetku. Zdaj gramo konteksta, ne? Ja. Hočem reči, da zdaj pojem varanje je širok pojem, ne? Zdaj, če smo, da si ful občutljiv, je varanje že to, da any baby lajkaš Instagram sliko, ne? Imaš take pare, ki so občutljivi tudi na to. Imaš pare, ki pravijo, da poljub ni varanje. Imaš pare, ki pravijo, da je samo seks varanje. Se pravi, kaj je varanje? Za moje pojme je, da greš z nekom res v poslo in da z njim seksaš, ne? Vse ostalo naj ne bi bilo, imaš pa tudi pare, ki jim seks ni varanje, pa jim je varanje, če se zaljubiš, torej, če srce daš. Tako da to ti bom težko odgovoril, kaj je, ker je to zelo širok pojem, ki si ga ljudje različno razlagajo. Zelo kompleksna tematika, absolutno. Ravno zato pa ste trije, da boste malo razbili to tematiko, pa da vidimo, kako imate vsak pogled na to zadevo varanja. Jaz osebno bi se tudi strinjal, da je bolj pomembno to, če nekomu damo srce, pa nismo avtentični, pa prijazni oziroma iskreni do človeka, ki ga imamo res radi. Če pa hočeš reči, bi beba se kresnala z drugim tvoja, bi jo prostil, če se ne bi zaljubila v njega? Ne, delikatna tematika, absolutno, ne. Povej, ne? Absolutno, treba pač premisliti, pa je stvar tudi dialoga pa dogovora, ki ga imamo z ljudmi. Nekdo živi v odprti zvezi, pa mu to štima, nekdo pa pač se je odločil, da bo monogamen, da bo imel družino s to osebo in tako naprej. Gregor, kako gledaš ti na to zadevo? Ja, jaz vidim, da v odnosih, predvsem, kar je pomembno, je globina stika in kolikor se ta globina stika zgubi, to v srcu začuti vsak, več ali manj si zavesten ali ne, ampak začutiš to, tako da te se mi zgodi ta varanje, oziroma prvotna bolečina, zaradi česa greš sploh varati. Se pravi, ljudje, če bi sebe dobro poznali, pa odkrito komunicirali, bi rekel, s partnerjem ali pa partnerjem, mi večjimi, bi veliko lažji, bi rekel, bi bilo manj problemov v odnosih, pa manj, kad bi prišli do te zgodbe, ki pravimo prevara. Ja, ne bi bilo treba varati nekoga, nekaj prikrivati ali nekaj za hrbtom delati, karkoli, ker se z nekomu lahko pogovoriš. Tako da, to mi je bistveno. Tudi sem bil v odprtih odnosih in mi je bilo to, komunikacija bila bistvena. Kar sem zasledil tam je to, da ker sem bil z drugimi, da dejansko problemov, ki sem jih imel s svojo partnerko, primarno, kakorkoli, se niso nič kaj spremenili, ker sem bil z drugimi. Tako da soočati se s tem, kar je. Kak je pa z našim nagonom moškim, Dragan? Ali je to lahko mi upravičimo pri dekletih pol, ali ne, ali imamo iste pravice, moški, ženski? Viš kaj, jaz sem zdaj že toliko star, da v teh stvareh sploh ne razmišljam več, ne. Tudi če me kakšen takole vpraša glede odnosov, potem se malce pohesam, čeprav mislim resno, rečem, lej, jaz sem svoje naredil, fantje, na vas je še, da kaj postorite, ne. Tako da živim svobodno življenje in se ženskami sploh ne ukvarjam. Rad jih pogledam, rad jih vidim, če so mi všeč, ne, a veš, ampak da bi zdaj imel kakšen odnos ali pa da bi o tem razmišljal, je prijetno, ker ne rabim se kregati, poslušati, kje si bil, kdaj prideš,
s kom si bil, ne, ker sem imel doskrat probleme, ker sem imel z eno partnerko. In vsakeč, ko se je moja slika pojavila v časopisu, recimo, če sem bil na sliki z Nušo Derendo ali pa Lenko Godec kot pevko, je bilo v redu. Tisti hip, ko je bila pa na sliki z mano kakšna manekenka ali pa kakšna starleta, je bilo pa že narobe. Kaj je to? Kjer je to? Sem ti rekel, naj se ne slike z njo. In sem potem rekel, pa kaj misliš, da grem jaz tej punci, pa rečem, slike se z mano, potem najdem fotografa in potem fotografu rečem, le gledaj, da boš to sliko objavil v reviji ali pa časopisu, da mi cena raste. Ne? Pač, tako da se, hvala Bogu, v teh stvareh ne ukvarjam več s tem in da živim svobodno življenje. Ne? Res pa je tako, da kot, ker je tam kolega Gartner, ker vodi tole oddajo, Bordel, pa vsake tu časa, kaj zavrtijo kakšen erotični film, ne? Da si ga tu včasih pogledam in mi paše. No. Se pravi, na svet bi bil za nas mlade, da smo sproščeni? Ja. Čeprav tako, ne, ko govorimo, to, ko si bila tema varanju, isto, ki je že to lepo razložil, ne, ampak če sam pomislim en moj osebno zgodbo, recimo, ko sem imel tam okoli 50 let, pa da sem imel še kaj volje, ne, z mojo gospo, s katero smo živeli, in da sem potem zjutraj malo hotel še kaj z njo početi v posteli. In ona, ja, pa danes se veš, ženske kot ženske, ne, nimam energije, nimam volje, ne morem se več navlažiti in kole, ne. In pol začnem z očmi zavijati in potem ona prav, no dobro, daj hitro prav, sam da bom mir, ne. In potem sem rekel, jaz, mogoče se bo grdo to slišal, raj ga vržem na roke si, pa da bom zdaj tukaj igral, da uživam s tabo, ne. In sem rekel, bom pa kaj novega najdu. In ona se začne smejati, najprej, kjera te pa hotela pri teh letih. In sem jih najdu, ne, za potešitev mojega nagona in je bilo čisto v redu, ne. Zadostovali je. Ja, in je zadostovalo, ja. Evo, da smo se dotaknili te tematike, a ne večjih partnerjev. Gregor, kako gledaš ti na to? Ja, jaz zdaj v bistvu nisem več v takih razmerih, tako da sem to opustil, ker... Bil pa si, a ne, poliamorist? Ja, sem bil, in pač je bilo za takrat res ogromno enih izkušenj in sem vesel, da sem to naredil, da sem sploh lahko nekaj, kar sem imel skozi vse noter, kaj pa če bi lahko tako bilo, kako bi to izgledalo in sem pač bil temu in sem se pač najdel temu, da sploh se ne definiram več s temu, ampak mi je pomembna globina odnosa. Zdaj nekomu posebno sem začutil, da mi je partnerski odnos svet in da mi je to nekaj, kar ne morem zanikati vse noter. Tako da, kogarkoli se bom pač v eni točki izbral, oziroma se bo izbralo en drugega, pač nekaj, kar bo meni za življenje pomenilo. Ne? Ker tako čutim, da je pač partnerska zveza nekaj, kar je za življenje. To je moje iskreno. Sem pa vesel, da sem naredil to, kar sem naredil. Izkušnje vedno prinesejo, bi rekel, če imamo neko izkušnjo, se veliko lažje odločimo, ker če ne se odločimo na podlagi tega, kar nam pravi naše okolje, vera in podobne stvari. Ne? Ja. Isto, kar so pri ženskih bolj pomembne energija, ki jo ima ženska, pa zgodbo, ki jo v zadnji skriva, ali vides? Če ne še prej na Dragana replicirati, ne, jaz imam pa drug problem, ne, da ženske non-stop bi, jaz pa ne morem več toliko, ne, ker sem pa že vendarle 46 let, to niso več najstniška leta in dejansko mogoče je bilo včasih tako, kot je rekel Dragan, pa tudi iz vicev ven smo to slišali velikrat, ampak jaz pa mislim, da zadnje čase so pa ženske tako na seks ratale nore in navdušene, da pa moški več ne handla tega, ne, tako da jaz tega sistema, da bi meni rekla ne, prej jaz rečem ne, pa se zgovorim, da grem prej plošče poslušati in tako naprej. Tako da jaz imam pa ta problem, da ne handlam več tega, ne, le enkrat na dan, enkrat na 2 dni, drugo pa ne morem več. Imaš čist zapit nekaj, ko ste imeli nekih oddajah, da bi mogoče malo mi na to vpliva, ne. Ne vem, ko si me pa vprašal, kaj je bolj pomembno vizualno. Vizualno ali energija ženske, zakaj se bi moški odločil za varanje? Zdaj, glede varanja, klišeški odgovor bi bil, da zbereš na osnovi izgleda, ampak jaz mislim, da to ni res. Razen, če si mulc, pa ti je res samo pomembno, da jo boš kresno na WC-ju za 5 minut na nekem žuru, če si pa vendar že malo starejši, pa mislim, da se boš tudi za varanje odločil z eno, s katero se bo ta energijsko ujela, pa te bo nasmejala, boš ti njo nasmejal, bo ta imela isti smisel za humor in mislim, da varanje zgolj kar tako, na horuk, ne gre več, no? Da pa vsem moreš to, tako imenovano ljubico, pa vsem preživeti, vsaj nekaj časa malo, predno se to zgodi, ker tisto drugo, da greš kar to, ti si prostitutka, da jo plačaš, pa jo kresneš, ne. Tako da mislim, da je energija, kljub temu za varanje, vsem pomembna, no. Dobro. Kaj pa varanje in samopodoba, Gregor? Varanje in samopodoba?
Najbolj težko vprašanje. A je povezan to, ne? Če smo mi, se pravi, nimamo dobre samopodobe, pa zaradi tega gremo narediti, da se dokažemo, ali kako imate zdaj povezavo, da se človek odloči za to, da bo nekoga prevara? Ja, bom jaz iskreno povedal to, da v bistvu, ko sem bil z drugimi, sem iskal ene načine, da se bom dokazal, nekaj najdu vse noter, zato da bom pač tudi lahko njej nazaj prinesel nekaj takega, ali pa da se bom pokazal na en način. To je moja iskrena izkušnja, no. Tako da lahko rečem to, tako za druge pa ne morem govoriti. Dragan, velikokrat se zgodi, da ko nekdo prevara svojo osebo, reče, da je za to bil kriv alkohol in ga opravičujemo kot moški. Se mi zdi, da je en tak dober izgovor bil za to. Kako vi gledate na to? Jaz mislim tako, ne, da moški vara zato, ker doma ne dobi tega, kar bi rad. Ne. Veš, da bi rekel, tudi jaz tudi osebno gledam, ne, nisem šel v neko zvezo, da bi bil zaljubljen naprej, ne, ali pa da bi rekel, dobro, ženska mi je že morala biti všeč, da sem šel z njo, pa da je postorila z mano tako, kar je bilo treba. Ampak mislim, da je problem ravno v tem, ne, da še posebno, ko si v nekem daljšem obdobju. Vem, da se spomnim, da sem pred leti bral eno razpravo od enega ameriškega zdravnika, psihologa, in da je on razvil zanimivo tezo. Je rekel, da ta ljubezenski naboj, ko se poročiš, pa si z nekom, traja 7 let. In da po 7 letih začne to padati. Ne? In redko kateri so potem, da so še vedno skupaj, pa da se imajo radi, pa da se držijo za rokice in tako naprej. In da je rekel, da če bi bilo po njegovem, da bi uvedel neki zakon, da po 7 letih, da se lahko sporazumno grejo na razen in da zaradi tega bi bilo sigurno manj nasilja v družinah in tudi umorov ali pa, ko se vara, ne, recimo nekaj gledam dostikrat tele kakšne na televiziji crime investigation programe, ne, ki so posneti v Ameriki po resničnih dogodkih, koliko ljudi je bilo ubitih zaradi varanja, ker je nekdo koga zapustil in tako naprej. Ne. Ja. Da se ti tako zamegli, da bo šel zaradi tega, ker je nekdo šel v tebe, ne, da ga ubiješ, zakolješ. 17-krat je neko, da jo je zabodel, noro, ne, a veš. Ne. Ja. 7 let. Ja. Če se smem, ne, dobro, ta 7 let, to je bil tudi film, ne, 7 let Skumin z Marilyn Monroe, ne, da po 7 letih gre res, rekel, se zgodi problem, ampak če smem eno drzno teorijo o varanju na hitro navršiti, pa ne me gledalci ne me upoštevati, ker je to res drzna teorija, zakaj je varanje kul, ne. Tako rekel Dragan, ne, recimo si z žensko ali ženska z moškim, te prevara, jo 17-krat zabodeš, ne. Ti si bil recimo zvest, ne. Če pa si ti tudi varo, preventivno, itak gre vsaka zveza k vragu, slej ko prej, če si preventivno varo, je pa ne boš zaklav, ker imel v glavi, glej, sej jaz sem pa tudi njo, ne. Tako da Pa smo tukaj pošteni, mislim, pri sebi moramo biti, no, Ja. da vsaj zločin preprečiš, ne, a veš, ne boš zdaj ženske vrgel skozi balkon dol, če te je po 10 letih varala, ti pa nje nisi, če boš tudi ti verjel, ti bil tudi barabin. Torej, jaz bi rekel, varanje iz tega vidika je koristno in priporočljivo. Lej, itak gre k vragu veza, ampak to ne bi to zdaj reklamiral preveč, ampak ravno zaradi tega pride do toliko zločinov, ker eden vara, drugi pa pridn, ne. Mene skrbi, da mora biti človek zelo zrel, da je sposoben sam sebe priznati. Ponavadi zmeri kažemo s prstom, ti si me varala, pa sebe rej skrijemo. Če si ti prasec, zakaj bi pol kazal na njo? Lahko ti uradno na njo kaže, samo sebe, no, pa veš, da je ne boš ubil, no. A ni glih tak tisk, ko laže? Ja. Ko ga skrbi, da nekdo laže, je sam ponavadi lažnivec. Tudi to drži, ne? Sam jaz vem, da če bi jaz varal eno bejbo, pa da zvem po 10 letih, da je ona mene, ne bi jo ubil zaradi tega, bi rekel, vse ste ti bil prasec. Razumem, to je point, ja. Pač, to je moj point. Pa še to je v bistvu, mi smo v partnerski zvezi. Dejansko, kle so partnerji in bi se lahko pomagala tukaj en drugemu, ker tle v bistvu pride problema, ni zato, ker je sam on to nekaj narobe naredil, ampak se zmeram se povezuje, skupaj ima problem. In tega ne mora, ker tega ne ločujeva in ven ne postavlja, da ima problem, ne, midva sta problema, skozi doživlja individualno, samega sebe, pa v bistvu ta konflikt pride. Ja, bi se lahko zelo strinjal s to zgodbo. Ne? Vedno bi rekel, en odnos gradita dva posameznika. Ne? Nek način smo vedno povezani. In treba z obeh strani pogledati zgodbo. Ja. Ja. In če smo čisto pošteni, ne? Intuicija nam vsem dela, če jo hočemo poslušati. In dobro vidimo in duhamo, če ponovadi človeka, a ima kaj za bregom ali ne. Vprašanje je a znamo mi potem to dobro skomunicirati. Najprej sam pri sebi, posledično potem tudi s tistim človekom, ko ga imamo radi. Kak nasvet še, ko bi ga podelil mladim
pobim. Danes, ker smo govorili o tem, da je zelo velika razlika, če pogledamo v današnji družbi, kako bi rekel, so ženske zrasle v smislu tega, da imajo veliko večjo veljavo, kot so jo imele včasih, da se bomo znali prav obnašati, da bomo kavalerji, ko je treba, da bomo moški, ko bo treba in tako naprej, da sem dolgo vprašanje postavil. Ja, lej, če si v nekem odnosu z nekom, ki ga imaš rad, ne verjamem, da marsikaj potem spregledaš, pa rečeš v redu, se bo drugič bolje. Ne. Tisti hip, ko pa morda res veš, da je prišlo do varanja, ne, zdaj od človeka je odvisno, ali bo odpustil ali ne, ali se bo zvezal z nekom drugim. Ne. Lahko je v zadnji tudi morda kapital, ne, da je pač nekdo vezan. Tako, ena zanimiva zgodba, sem tole omenil, en moj pokojni kolega, en Kosta, imel čez 80 let, on je bil v bivši državi zelo bogat, ker je delal, bil direktor in mi je pravil, ko sem bila enkrat na kavi, pa da smo se pogovarjali o ženskah, dvakrat je bil poročen. In takrat, ko je bil poročen, ker so ga ženske same oblegale, ker so začutile, da lahko svojim denarjem jim pomaga in kakorkoli, da je rekel, ne, jaz sem poročen, bejte stran od mene. In prav, če zdaj pomislim, kaj vse se mi je ponujalo, kakšne ženske so se mi ponujale in da jih nisem hotel, zato ker sem bil zvez z ženama, ne, prav za vsako mi je danes žal. Ponovadi nam na koncu tako pravijo življenje, žal za tisto, kar nismo naredili. Ne? Ja. Po drugi strani nas je pa lahko žal tudi za kakšno stvar, ko smo jo naredili, da bi se strinjal gre. Ja, boje. Glede na to, ne, da imaš izkušnje, recimo, pa si rekel danes, da si se odločil za en mest pač živeti z večjimi, z eno, a ne, lahko mogoče malo na to tematiko deliš, to kaj pomeni zdaj, a da mi bo pa res žal za to, da nisem pač une bebe takrat, ko ste me priliko. Ja, vprašanje je bilo v bistvu to, koliko sem bil sposoben čutiti zmeraj. Zdaj v bistvu veliko več sem sposoben čutiti, globlje sem sposoben čutiti, vem, kaj mi je bolj pomemben. Ni bilo to nekaj, da sem jaz razmišljal o tem, ampak sem se poglobil vse v srce in sem začutil, da zaradi tega mene boli, ker partnerko so se pač razšla in mene bo to bolelo. Pa kljub temu sem bil odprt v odnosu, jaz bi lahko rekel, zdaj pa sam naprej šel k nekomu drugemu, pa temu ni bilo tako. Vse čutim, jaz mislim, da moškim ful čutimo, da čutimo tudi žensko zmeraj in da karkoli se dogaja z njo, mi čutimo vse. Da nismo tako nečuteči sploh, ampak... Bi rekel, da je temelj, da smo iskreni. In ko smo iskreni do sebe, potem lahko tudi to nesemo naprej, pa skomuniciramo z dotično osebo ali pa partnerjem. In težko je, to ful težko, ker spustiti svoj prav, ker si v glavi imaš nekaj in tudi, pa recimo tudi, ko se v konflikt spuščaš z besedama, odzad je pa ta tok močen trpljenje oziroma potreba po enem objemu, pa da bi se razumela. In takrat tega ne narediš, ampak se greš do konca stepsna. Hvala. Partnerstvo in odnosi so pomembna reč in ni fajn, če sledimo načelu, porabimo nekaj, pa vržimo stran, se bomo strinjali verjetno. Če postane zveza dolgočasna, je pač fajn, da jo malo recikliramo. To pomeni, da porabimo tiste stvari, ko smo jih že znali v življenju delati, ali pa bi rekel v tem partnerskem odnosu, ali pa vključimo kaj novega in zelo hitro lahko ugotovimo, ali pa se ponovno zaljubimo posameznika, če naš življenje postane rutina. Ker velikokrat se zgodi, da delamo napake ali pa sprejemamo kompromise v življenju, pa potem posledično varamo in ostale stvari, ravno takrat, ko nam življenje postane prevelika rutina. Zato je na svet, ki verjamem, da bo dobro del to, da se malo dol usedete, da se iskreni sam s seboj pogovorite in da to predstavite potem vašemu bližnjemu. Vsekakor pa popestrite si življenje, sigurno je še kaj takega, kar nista skupaj počela. Na našem YouTube kanalu boste našli tudi naše prejšnje oddaje, ki vam bojo pomagale pri tem, da boste našli še kakšno idejo. Vključili smo pa tudi podcast, tako da lahko danes, ko boste v avtu ali pa jutri, pojutrišnji, kakorkoli pač, poslušate naš podcast, kjer verjamem, da boste našli ogromno nasvetov, ki jim bojo pomagali pri tem, da boste vi zdravi, da boste dobro skrbeli za svoje odnose in vse, kar je pomembno v vašem življenju. Pogledajte našo spletno stran klepetopkavi.si pod zavihkom podcast. Imejte se radi, pazite na se.